V Slovenski Bistrici so se minuli teden končale prireditve v okviru letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Več o pestrem dogajanju nam je povedal vodja projekta Tomaž Pristovnik iz Rica Slovenska Bistrica. Današnji turnir v ulični košarki, ki je bil predstavljen iz prejšnjega petka zaradi slabega vremena, danes se dogaja v čudovitem sončnem vremenu. To je osrednji dogodek letošnjega tedna mobilnosti. Poleg turnirja v ulični košarki za pokal Slovenske Bistrice, ki ga izvajamo že tretje leto, je danes tudi tu predstavitev novega servisnega stojala za osnovno popravilo koles. Serviservis kolesarskega centra Germ bo prikazal, kako poteka osnovni servis koles. Na tem stojalu se lahko kolesarji ustavijo in izvedejo manjša popravila. Naš dan je namenjen tudi promociji sistema Zapelji me, mestnih koles. Iz podjetja Električna premikala so tu na voljo občanom, da jim pomagajo naložiti programsko opremo za uporabo tega sistema za preizkus koles. Hkrati smo v času tedna mobilnosti postavili tudi dodatna 4 kolesarska stojala po mestu. Eno izmed njih je na lokaciji tega parkirišča. Še eno pri tehničnih pregledih na južnem delu mesta in pa pred vhodom v Bistriški grad ter pri vhodu v Bistriški Vingar pri športnem centru Kuki. V prejšnjem tednu, med tednom mobilnosti, smo tudi zagnali akcijo s kolesom na delo, ki poteka do konca meseca septembra. Najbolj vztrajne, ki bodo za prevoz na delo uporabljali kolo iz sistema Zapelji me, bomo nagradili z baterijo, z elektrifikacijo tega kolesa. Sklopu tedna mobilnosti se je izvajal tudi peš bus na osnovni šoli Črešnjevec, ki se je končal v sredo. Ena izmed dejavnosti tega tedna mobilnosti je pa tudi seveda želja, da čim bolj spromoviramo to novo mestno pridobitev v sistem koles Zapelji me. Zato smo za potrebe promocije in pa seveda seznanitve občanov s tem sistemom posneli 3 videofilme z navodili za registracijo, uporabo in pa elektrifikacijo kolesa. Kako je zaenkrat zaživel ta sistem Zapelji me? Sistem na začetku je bil dober odziv, bi rekel nekako določena populacija mlajših Bistričanov ga s pridom uporablja, ker smo ugotovili, da pač starejši občani pa vseeno potrebujejo malo več inštrukcij v bistvu, ker je nekako začetek uporabe tega sistema, glede to, da je treba uporabiti pametni telefon in aplikacijo, mogoče za marsikoga kar zahtevna naloga, zato smo se odločili pač v bistvu, da občanom pomagamo, da spoznajo sistem in da ga začnejo s pridom uporabljati. Na tekmovanju v ulični košarki za pokal Slovenske Bistrice je pri mlajših dečkih zmagala osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava pred drugo osnovno šolo Slovenska Bistrica in osnovno šolo Gustava Šiliha Laporje. Tudi pri starejših dečkih je prvo mesto osvojila osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava. Druga je bila osnovna šola Gustava Šiliha Laporje, tretje mesto pa je osvojila osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec. Med srednjimi šolami pa je slavila gimnazija Slovenske Konjice pred ekipama Bobi in Grms.